Ja,
najsmejši. Ti si najbolj priden, jaz pa sem najbolj lačna. Kaj pa delate? So si ljubi otroci domov na kosilo? Mama, znam hoče sam pojesti pogačo. Ni res, mama. Anica hoče sama pojesti pogačo. Ni res, mama, Jure hoče sam pojesti pogačo. Ni res, mama, Tomaž hoče sam pojesti pogačo. Ni res, mama, Katka hoče sama pojesti pogačo. Mama, jaz hočem sama pojesti pogačo. Vsak bo ljubil svoj kos pogače. Rad se bomo razdelili na 8 delov. Prav? Dobro, ja, kje pa je Videk? Ja, v gozdu, kje pa drugje? Videk je tako čuden, ves čas se igra in se pogovarja z živalmi. In kadar mini jakne na paši v vrst, začne nabirati najlepše rastline. Videk je tako dober, kak jaz ga imam zelo rada. Vsi imamo biti karali, Anica, se je naš. Mama! Milo, volku, volk iz gozda. Kje si se spet potipal, Videk? V gozdu sem našel mladega ptička, ki pade iz gnezda, nanesel sem ga domov. Poglejte, kako je še mejhen in lep. Hranil ga bom, dokler ne bo toliko dorastel, da bo lahko letel. Nesrečni Videk, s čim ga boš hranil, če še sami nimamo kaj jesti? Mama, glej! Kaj kje? Bajek! Joj, bajek, strah in grota, veliko se ga smrt bojim. Nikar se ga ne bojte, otroci. Se samo navaži mehki vajek. Ubijte ga, ubijte ga! Jaz si ne upam. Kaj? Pejka se bojiš? Treba, ne glej, kako ga bom. Pusti peka pod njo! Makni se, Videk. Ubil bom Pejka. Kaj vam je pa storil, da ga hočete ubiti? Bajek je stupen, bajek je nevarno. Če te bajek piče, se stigneš pri priči. Kaj ga bom nesela dvaro? Uboga mi bajca, tudi rada. Videk, Pajek, Videk, Pajek. Videk, ptiček, videk, ptiček, videk, tenka srajca, videk, tenka srajca, videk, tenka srajca, videk, tenka srajca. Videk, nisem kriv, da moram nositi tako tenko srejco. Mama, prosim te, seži mi novo srajčico. Kako ne te se šmem, Videk? Saj veš, da nimam denarja. 7 otrok imam, ki se eden menjši od drugega, toda jesti morate vsi. Zato sem prisiljena od jutra do večera služiti vsak danji kruh. Mama, zakaj moram zmeraj nositi take tenke srajce, a cela vas kaza s prstom za mano? Da pojdi k svojim živali, da ti napravijo novo srajčico. Tako šta ne malo ne slišati, zdaj pa kuhaj Bogu skamira tale.
Kao si mi najlepše, najboljše tkanilo. Hvala rad. Ni za kaj, treba ničega drugega, da domači se šije porezane kose, če srečnice je naredila. A kaj je komati ne v težnje, da bi bil kratka se šila srečnico? Moral bom potrpeti, da pride zima. Jaz sem pa kojač, doktor sam potrač. O, živijo ptice! Živijo vine, kako se šijo nova srečnica. Kako boš to napravila? Preprosto v manipulu imam dolgonic, katera šiva in se spodnje prekriva. Sem šivilja ptica, silnja empatista. Šivam zemljo in nebo, šivam daljo in oko, šivam jo in isto, šivam sebe vsako. Stili šivam širni zrak in nastrgani odnak. Skrivno šivam vece in ne vece. Prekrasno srečnico sta mi se šili. Hvala ptici. Kakšen ogledalo? Hurra, hurra, zdaj imam srečnico in pol. In kako je bela, in kako je mehka, in kako je trpežna, in kako je lepa, ah, kome čakam, da bi bil že doma. Kako me bodo bratci in sestrice debilo gledali. In kako se bo cela vas čudila, kdo mi napravi srečnico. Le vrh je mol videti, pozno je že, te maže sprašli po gozdu. Adijo rak, adijo ptici, hvala, najlepša hvala vsem. Adijo, videk. Sence se daljšajo in pleše svoj košavki ples. Noč teguje, črne kremplje. Šlo ste tako spremenjen, da komaj vidiš tezo. Joj! Kaj se to? Strah me je! Le kako naj preženem strah? Če bi zapel pesem in ognal strah v kozi rok! Ko z neba se kruši zvezdni prah, ko zgubi se na nočnih stezah, ko čarovnice igrajo šah. Pesem je zdravilo, pesem je
živali, zato imajo tudi živali rade ditka. Zdaj pa jih pospat, pozno je že. Mama, zakaj nam uspavanko, da bomo lažje zaspali? No pa ne bo. Dragi prijatelji, drage prijateljice domačega gledališča, v imenu Katoliškega kulturnega društva Dobrče in okolica bi najprej čestital in se zahvalil naši domači otroški gledališki skupini v današnji premieri, to je napravil Vitku Srajčico. Za večina danes tukaj nastopajočih otrok so bili to tudi prvi odrski poskusi in prvi korak v gledališki svet. In povem vam, dragi otroci, ponosni smo na vas in veseli smo, da smo danes z vami lahko preživeli ta lep kulturni in gledališki večer. In ta aplavz je sedaj samo za vas. Bi se v prvi vrsti rad zahvalil našemu dolgoletnemu prijatelju in režiserju Franceju Končanu. Dragi France, prav lepa hvala.
seveda ne sme pred zbrano publiko. Za odličen kostum oziroma za kostumski načrt je bila odgovorna kostumografinja gospa Gordana Schmidt. Pripravili in izdelali sta pa kostum Štefka Končič in Hani Krajnc. Vsem prav lepa hvala. Za izdelavo scene se je zavzel z navdušenjem naš Anzej Vauti, za tehnično opremo pa je poskrbel naš Sili Pavlič, obema iskreno hvala. Razpeljarka Rosi Hobel je imela skrb in bila odgovorna za frizure. Za glasbo in songe pa je zopet poskrbel glasbeni profesor in naš prijatelj Dejan Mesec. Rozi in Dejan, prav prisrčno hvala. Pri letos stala ob strani in pomagala skupini režiserka Alenka Hein in se je na tem mestu prav lepo zahvaljuje. Hvala lepa. Za dober tok in pravo luč sta spet odlično poskrbela naša tehnika Kristjan in Zigfrid Pavlič. Skupino pa je skrbno vodila in spremljala Elka Krajnc-Štern, ki je poleg otrok pazila tudi na mene. Za pomoč, dobro voljo in prijateljsko skupnost bi se zahvalil tudi vsem odbornicam in odbornikom našega domačega društva, vsem prijateljem, staršem otrok za pomoč in pa seveda tudi Krščanski kulturni zvezi za omogočen gledališki teden, katerega smo letos s to skupino preživeli na slovenski obali v Ankaranu. In pa seveda tudi hvala lepa odgovornim kulturnega doma, posebno Milanu, da smo na tem odru lahko vadili in tudi nastopali. Prav lepa hvala vsem, ki nas podpirajo. Seveda vam vsem prisrčno poklone, da ste prišli na to igrico, da ste z vašim zanimanjem pokazali, da imate zanimanje do domačega gledališča. Jutri ob istem času, ob 18. uri, na istem prostoru, bomo še enkrat ponovili to predstavo. Veselilo bi nas, če bi povabili še vaše prijatelje, znance, sosedje. Sedaj vam pa še enkrat rečem hvala za obisk in želim vam še lep večer. Hvala lepa.